Spoštovani, vas prav lepo pozdravljam. In bom na kratko predstavil knjigo Igor Bavčar Deviacija. To je četrta v moji seriji Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Prva je bila Ciril Žebot, Peter, prvi del, druga je bila France Bučar Tikveš, tretja je bila Jože Pučnik, pseudomarksist, in zdaj seveda zadnja, četrta je Igor Bavčar Deviacija. Napisana je tudi že knjiga o Dimitriju Ruplu, ni še lektorirana, Dimitrij Rupel negativ, bo šla naslednje leto. Potem napisani sta že drugi in tretji del knjige Ciril Žebot, Peter. Oktobra 24 pa je že določen izid knjige Franc Jeza, separatist, ki jo bom predstavil v Trstu, kjer je po emigraciji leta 1948 živel. No, pravzaprav na občinah, a delal je v Trstu. Vsa imena, ki sem jih zdaj povedal, od Petra do separatista, so kodna imena, po katerih je propadla Udba zarazovala velikane slovenske osamosvojitve. Zakaj jih je Udba zarazovala? Doma in v tujini. Zato, ker njihovo delovanje, ne samo osamosvojitveno, tudi njihovo prizadevanje za demokratično družbo ogrožalo nedemokratični, enostrankarski in zatiralski socialistični sistem, katerega glavna zaščitnica je bila prav Udba. Ker v knjigi razlagam odnos Udbe do osamosvojiteljev, bi rad najprej povedal nekaj besed o Udbi in potem nekaj besed, kako jaz opredeljujem osamosvojitelje. Po večletnem delu in dnevnem raziskovanju in pisanju o Udbi bi jaz opredelil takole. Udba je bila predvsem tajna politična policija komunističnega vrha Jugoslavije ter njenih vrhov v republikah in obeh avtonomnih pokrajinah. Pravzaprav zasebna politična policija vodilnih komunistov. Ni bila branik države, ampak braniteljica monopolne oblasti ta istih komunistov. Zdaj, odkot naziv Udba? Naziv Udba, ki ima skrajno negativno konotacijo, je ponarodel po celi večjezični Jugoslovanski federaciji, že za časa delovanja tajne politične policije in se tudi še danes vse splošno uporablja. Gre za izpeljavo iz kratice njenega dolgoletnega uradnega naziva v srbskem jeziku, namreč UDB, Uprava državne bezbednosti. V slovenščini je bila UDV, Uprava državne varnosti. Njena geneza najprej se je imenovala OZNA, Oddeljenje za zaščito naroda oziroma Slovenski oddelek za zaščito naroda, s Titovim ukazom ustanovljena 30. maja 1944. Marca 1946 dobi ime UDB, se pravi Uprava državne bezbednosti, pri nas UDV, Uprava državne varnosti. Konec leta 1966 se premenuje v UDB v SDB, Služba državne bezbednosti, v slovenščini Služba državne varnosti. Po to zastavo je tudi v Sloveniji propadla, skupaj z socialističnim režimom in po različnih datumih tudi v različnih ostalih republikah bivše Jugoslavije. No, v Sloveniji pa še žalostno dejstvo, da je Edvard Kadel, da je naša zgodovina tajne politične policije še mnogo daljša kot je jugoslovanska tajna politična policija OZNA, ker sega v 15. august 1941, ko je vrhovni slovenski komunist, takrat gneti stalinist, Edvard Kadel ustanovil morilsko VOS, Varnostno obveščevalno službo, ki je predhodnica slovenske OZNE oziroma Udbe. Ampak VOS še ni bil vpet v jugoslovanski okvir, je bil avtonomno slovenski. OZNA in Udba pa sta že sestavni del, se pravi slovenska OZNA in Udba pa sta že sestavni del jugoslovanske tajne službe, ki je imela sedež v Beogradu. Zdaj organizacija Udbe. V Ljubljani je uprava Udbe s svojimi oddelki prestalovala v Slaviji, danes je tam naše notranje ministrstvo. Imela je pa tudi 13 centrov po večjih mestih Slovenije, če bi rekel po Kreslinovo od Goričkega do Pirana. Zdaj, še njena relacija do političnega vrha v Sloveniji, naprimer leta 1987, zelo pozno že, ne? In tam v tem letnem poročilu je navedeno, da so tajni politični policaji izdelali 1262 obvestil političnemu vodstvu, takrat torej Kučanov in ostalim vrhovnikom, namenjenih političnemu razreševanju in preprečevanju nadaljnje sovražne aktivnosti. Torej več kot 3 na dan. Če odštejemo še vikende in praznike, takrat tega ponovadi niso počenjali, če ni bilo kaj nujnega, pridemo na fantastično dnevno količino
delovne komunikacije med vrhom komunističnega vodstva slovenskega in njegovo tajno udarno pestjo. Moramo vedeti, da so bili tudi telefonski in ustni stiki med vrhom UDBE oziroma notranjega ministra z vrhovnimi slovenskimi komunisti. Ampak vse to je logično, ker je to politična policija, seveda, komu pa naj poroča politična policija, če ne političnemu vodstvu. Zdaj pa osamosvojitelji. Jaz ločem osamosvojitelje na tiste, ki so o tem samo premišljevali, in na tiste, ki so poleg razmišljanja za osamosvojitev zanje tudi operativno delovali in v tem delovanju bili uspešni. So priborili Slovencem, Slovenkam, prebivalcem Slovenije mednarodno in samostojno državo. Seveda, to se je zgodilo zato lahko, ker se je ponudila zgodovinska priložnost in so ti ljudje, ti osamosvojitelji znali izkoristiti. Omenjena Žebot in Jeza spada v prvo, jaz ji rečem idejna skupina. Omenjeni Bučar, Pučnik, Bavčar, Rupel pa v drugo, jaz ji rečem idejno-operativna skupina. Govorim samo tisti, katerih sem že napisal knjigo. Je pa izjema v tem preprostem razlikovanju velikanov. Janez Toplišek, kodno zalezovan kot potres, ki je ne samo razmišljal, ampak je tudi neuspešno operativno skušal delovati, saj je opremljen z orožjem in propagandnim materialom 15. avgusta 1963 ilegalno vstopil v socialistično Slovenijo. Bil izdan, ujet, obsojen in bil verjetno umorjen 15. novembra 1965 pri pobegu iz kaznilnice Stara Gradiška, saj je bil streljen tako od spredaj kot od zadaj in imel 27 strelnih ran. Hotel je nič več in nič manj, žal v popolnoma neprimernem obdobju za kaj takega, nasilno vreči komunistični režim v Sloveniji in spostaviti samostojno in demokratično Republiko Slovenijo. Njemu, popolnoma pozabljenemu, sem se že odložil za knjigo Od Belce do Velikovca ali kako sem zljubil bombo, natančneje v prvem delu te knjige, ki nosi naslov Tragično življenje Janeza Topliška. Sedaj pa v knjigi Igor Bavčar Deviacija. Premierna predstavitev za širšo publiko bo v Ljubljani v petek 15. decembra ob 11. uri v muzeju VSO Cankarjeva 11. Deviacija v naslovu pomeni tajno obdelavo, v kateri so udbovci zalezovali Igorja Bavčarja. Bavčarja tajna policija prvič omeni kot Bavčarja oktobra 1984 in zadnjič 19. aprila 90, se pravi 10 dni po prvih povojnih demokratičnih volitvah. Vmes pa je pogostost pojavljanja Bavčarja precej neenakomerna, kar je posledica njegovega pomena za UDBO v določenem obdobju, oziroma še bolj verjetno pošastnega uničenja udbovske dokumentacije. Ta dokumentacija se je uničevala še 16. maja 90, na dan prisege Demosove vlade v skupščini promotorja. Uničevanja sta bila šef UDBE Ivan Eržen in notranji minister Tomaž Ertl. Zato seveda nikoli v Sloveniji nista odgovarjala. Jaz sem obdelal prav vse najdene dokumente udbovske, kjer se pojavi ime Igorja Bavčarja. Pa če so to omembe bežne in nepomembne ali pa izčrpne in pomembne. Tu nisem delal nobenih razlik. V knjigi včasih uporabljam tudi partijske dokumente in tudi podrobno predstavim širše okoliščine nekega pomembnega dogajanja, kot je na primer nastajanje knjige Staneta Kavčiča, Dnevnik in spomini, afera in proces JBTZ in nastanek veličastnega odbora za varstvo človekovih pravic, ponarodelo Bavčarjevega odbora. Iz knjige je razviden precej sovražen odnos vrha Slovenske partije do Bavčarja v začetku leta 1988 in to zaradi njegovih javnih napadov na Popita in ostale akterje odstranitve liberalnega komunista Staneta Kavčiča v letu 1972. No, zanimivo, da se ta sovražni odnos potem razširi na jugoslovanski politični vrh in prvič kulminira na seji Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve 25. oktobra 1988 in to zaradi Bavčarjevega delovanja v funkciji vodje odbora za varstvo človekovih pravic. Ta svet je bil v bistvu usmerjevalec in nadzornik Jugo UDBE. Jaz ga skrajšano poimenujem kar svet za UDBO. Druga jugo kulminacija se potem dogodi 19. januarja 1989 na seji predsedstva SFRJ v Beogradu, kjer zaradi nastopa Igorja Bavčarja v Stari Gorici 12. decembra 1988 z tega dogodka so tajno poročali udbovci in kosovci, državni vrh Jugoslavije zahteval od predsedstva Socialistične republike Slovenije in predsedstva Slovenske partije, da se proti Bavčarju ukrepa. Jaz podrobno opisujem ta dokument vojaški, ki so ga obdelovali v Beogradu, je zelo zanimiv. Celoten praktično je povzet oziroma citiran v knjigi. No, po
Potem je pa nekaj zanimivega. V knjigi sledi februarsko razmišljanje, se pravi leta 89 Udbe, poslano Kučanu, kaj bi pomenilo procesiranje Bavčarja, mene, Romana Leljaka, Mirana Lesjaka in Milice Zajc. Teh aretacij potem ni bilo. O tem, zakaj se niso zgodile, čeprav strogo zahtevane iz Beograda, nisem našel nobene razlage, ne v slovenskem partijskem in ne v slovenskem udbovskem arhivu. Morda se bo to našlo v beogradskih arhivih Udbe in Kosa, ki pa so zaenkrat večinoma nedostopni. Brezbrižnost Cerarjeve vlade v zaključevanju kulturnega poglavja o približevanju Srbije Evropski uniji je onemogočila slovensko pridobitev dokumentacije Zvezdne Udbe in dokumentacije Kosa Ljubljanske armade. Poudaril bi še beogradski nastop Tomaža Ertla, ki je bil kot slovenski notranji minister poveljnik tudi naše Udbe. In to 23. marca 90, se pravi zelo pozno spet, ne? Če gledamo dogodke, ko se to je praktično pred volitvam, na seji, kjer Ertl omenja tudi, ne da bi to vedel svojega ministerskega naslednika Igorja Bavčarja. No, se tudi mi nismo tega vedeli, ne? Čez 14 dni so bile v Sloveniji prve povojne parlamentarne volitve in njegovo objokovanje tega pred zvezdnim republiškim ministri za notranje zadeve je potekalo nekako takole, citiram. Sedaj so odprta vrata. Kdor zbere 20 ljudi, lahko ustanovi stranko. Danes so vse radikalne parole anti-jugoslovanske, antisocialistične, antikomunistične. To so nekakšni šarlatani, nezadovoljneži, ki so vedno samo rušili, imeli le neko vizijo in nikoli niso vedeli, kako se kaj naredi. Pogosto se sliši tu rupel. Daleč od tega, da je ta rupel najslabši. Gre tudi za revanšizem proti posameznim tovarišem. Tovariši, sojenje Titu ni sojenje Titu, ampak nam živim. To moramo vedeti. Dobro, morda bodo mene prvega vlekli za vse po Titovi cesti, to da ne dajte se to lažiti, vi boste tretji ali peti. Mi smo popustili zamašek na tej flaši in zelo nam je žal, kdo ga bo sedaj tlačil nazaj. Ne vem. Jaz ne verjamem, da se bo Jugoslavija razpadla. Ne verjamem zaradi tega, ker mislim, da to v tujini ne bo imelo podpore. Da je resnično proces demokratizacije v redu, dobrodošel, ampak tu bo revanšizma, lahko bo tudi krvi in vsega ostalega. To, kar se sedaj dogaja na politični sceni, to je skrajno neracionalno, umazano, brez kakršnihkoli moralnih in drugih ovir. Vsakdo skrbi samo za svojo popularizacijo. Nam demokracijo sedaj urejata Bavčar in Janša in vemo, v kakšnem položaju so sedaj organi za notranje zadeve. Konec citata. No, Ertl ni bil vlečen za lase, ne, po Titovi cesti, ampak je nasprotno od predsednika Danila Türka, od predsednika Demokratične republike Slovenije, novembra 2009 celo dobil državno odlikovanje in to med drugim tudi za izmišljeno vlogo pri osamosvajanju Slovenije, kot je to zapisano v Turkovi obrazložitvi. Čudna dežela, kjer največji slovenski politični protiosamosvojitelj Janez Stanovnik dobijo od države, ki jo ni hotel, državno priznanje, bere od Kučana, in od borčevske organizacije že 2 spomenika. In kjer sta 2 naša vrhovna udbaša, Ertl in Zemljarič, ki sta vneto zavezovala doma in na tujem osamosvojitveno in demokratično misel, bila počaščena od za njuju nezaželene, samostojne in demokratične slovenske države. V knjigi na koncu še dodajam, da so bili 17. maja 90, ko je prvič prišel v službo Demosov notranji minister Igor Bavčar, v pisarni ministra vsi predali prazni. Tomaž Ertl je izginil po francosko in ni opravil nobene primopredaje z Bavčarjem, čeprav je bilo v teku plenjenje orožja teritorialne obrambe po policijskih postajah s strani Jugovojske. No, Igor je, ko je za to izvedel, tako je ustavil to armadno plenjenje. Tako je po nedoumljivih in zapletenih poteh zgodovine Igor Bavčar, ki je 19. aprila 90 nastopil v tajnem dokumentu kot predmet zanimanja Udbe, mesec dni kasneje postal šef te mračne in tajne asociacije. Takoj po nastopu funkcije je uslužbencem službe državne varnosti vzel pooblastila in orožje, upokojil vse, ki so delali na tako imenovani notranji problematiki, blokiral tako imenovane mestne delilnike na slovenskih poštah, kjer so prisluškovali telefonskim linijam, vanje brez Bavčarjevega in kasneje brez dovoljenja preiskovalnega sodnika, SD-vejci niso mogli več vstopati. Potem je dal v parlament predlog zakona o ustanovitvi varnostno-informativne družbe VIS, ki je bil v zakonodajnem telesu potrjen. Skratka, Udba je pod njegovim vodenjem tako je dobila politično prevleko in postala normalna obveščevalno varnostna služba v obliki, kot jo pozna vsaka demokratična država, slovenska milica, kasneje preimenovana v policijo, pa bo postala prav tako pod
Bavčarjevim vodstvom prava in mogočna osamosvojitvena sila, kar je v polnosti in veličastno dokazala v zmagoviti vojni za Slovenijo. Zdaj pa beseda je vaša, izvolite za vprašanja. Kdor želi dobiti predstavitev, mu lahko pošljem na mail.